nebeški mir, šterega je Jezus prinesel na to zemljo, naj prevzeme, naj izpuni vsako vaše življenje, dragi bratovje, drage sestre, dragi mlade, dragi stare, dragi poslušalci. Predvčeraj je bil na rangerskom tabore Krst, ki je svojo zavezo z Bogom javno potrdilo 6 mladih oseb in zato je velika radost v nebi. Veliko veselje je v nebi. Jezus to sam potrjuje v Luka 5. 7. veršu štok pravi. Prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Znate, da se človek spreobrne, da stopi na to novo pot, da svoje življenje zavipa v vodstvo Jezuše, ti se v njegovo srce naseli pravi Božji mir. Pravi Božji mir. Brez Božjega mira smo namreč samo, tako povedano, tavajoči popotniki. Štere ne vejo, koma idejo, ne vejo za svoj cilj. Da pa je človekovo življenje izpolnjeno z Božjim mirom. Te komaj dobi pravi smisel, te komaj dobi življenje pravi namen. Jezus je tako pravil v Janeza 14. 27. veršoš. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje ta svet. Vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši. Dragi moji, ninder toga nemo našli. Ninder toga nemo našli. Jezus, on dava pravi mir, vsi drugi ponujajo, kad tako povem, ponaredke. Ponujajo ponaredke. Jezus pa edini dava pravi mir. Zavoril toga, ka on je edini lastnik pravega nebeškega mira. In da človek dobi v srce tej mir, te je potrebno včiniti vse, ka tej Božji mir
ohranjamo, ki ga negujemo in ki ga širimo na vse strani. In Gospod nam naj vsem v tom pomaga. Nič samo Božjo pomoč za to. Mir je leko hitro tuj uničiti. Ne samo svojega, pač pa tuj drugoga. Tuj mir v drugom življenju je hitro uničiti. Jezus pravi še nekaj. Matej 5. 9. veršoš pravi to. Blagor tistim, ki delajo za mir, ali ki ustvarjajo mir. Aleluja! Blagor tistim, ki delajo za mir. Kaj ti? Glejte zdaj obečanje. Kaj ti imenovani bodo Božji sinovi, Božje hčere? Aleluja! Imenovani bodo Božji sinovi, Božje hčere. Ali želiš biti dobro spregeti pri Bogu? Delaj za mir. Ustvarjaj mir. Ne mir. Ustvarjaj mir. In učimo, že en čas učimo od Jezušovih čudežov, štere so zapisane v Bibliji in že smo opozili skozi vse te primere, ka vsake te čudež ima tudi sporočilo za nas, za naša osebna življenja. Vsako sporočilo iz Biblije guči mene, guči tebe, guči nam. In dragi prisoten, dragi poslušalec, znate, Božja beseda ne samo zato, kaj jo mi znamo. Ne, predge so ne samo zato, kaj je skladamo eno na drugo, kaj jih poslušamo. Ne, Božja beseda, štero poslušaš, ali štejš je zato, kaj napravi v tvojom življenju spremembo. Tom je to potrebno. In, dragi moji, če smo si iskreni, nucamo dosta spremembe v naših življenjih. Je to istina? Amen. Jaz nucam in znam, kad tudi vi nucate spremembe v vaših življenjih. Jakob nas v svojem listu v 1. tale 22. veršoš ještě nika spomina, ještě nam nika prave. Jakob 1.22 pravi to, postanite uresničevalci besede. Znači, toliko štejte, to preneste v svoje življenje, toliko delajte. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci. Koje so mu poslušalcami tisti, štiri poslušajo? Ki sami sebe varajo. Dragi moji, to je resno upozorilo. Ka ne bi same sebe prevarali. Biti uresničevalec Božje besede pa je povezano z eno aktivnostjo, z enim posebnim pristopom, štero ga mu opozili, štero ga mu videli tudi v naslednjem čudeži, štero ga je Jezus napravo, štero ga je Jezus včinil v Kafarnaume. Leko stanemo gor, da bomo šteli Božjo besedo v Mateji 8. poglavje od 5. vrstice naprej pa do 13. Matej 8, 5 do 13. Božja beseda mene, nam, vsakome poslušalci uči tudi tok. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel: pridem in ga ozdravim. Stotnik pa mu je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti, tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, te rečem temu: pojdi in gre. In drugemu: pridi in pride. In svojemu služabniku: stori to in stori. Ko je Jezus slišal te besede, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: resnično povem vam,
Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo, tam bo jok in škripanje zobmi. Stotniku pa je rekel, pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In služabnik je ozdravel tisto uro. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero se nam tunjal, kot vodilo, kot usmeritev za naša osebna življenja. Hvala je tebi za te zapisani dogodek, hvala je tebi za to zapisano poročilo o tom, ko se je v tistem trenutku zgodilo, da si Jezus, dragi, ti se usmilo toga človeka. In prosim te, pomori nam razumeti ta dejstva, štera so tu našteta, štera so tu zapisana in ne samo razumeti, pač pa to prenesti tu v svoja življenja. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca in pomagaj nam, da smo za istino uresničevalci tvoje besede. Amen. Amen. Izvolite, sestre. Nahumova vas, takšen bi bil prevod naselja Kafarnaum. Tam se je Jezus nastonil, tam je živo eno določeno obdobje, to je zapustil Nazaret. In to je bilo nekako središče Jezušovega delovanja v Galileji. V tom kraju, v tej kraji je Jezus včinil več čudežev. Tu prvi čudež se je zgodil tam, spremenitev vode v vino, se je zgodil v Galileji, v Kani Galilejsko. In znači, tam v tistom območju se je zgodilo več čudežev. Smo v bodočnosti tu gučali ještě od toga. Ali, dragi moji, ne je to pomembno število ali pa kraj, pač pa sporočilo, štero nam dogodek sporoča v naša osebna življenja. Štero nam dogodek uči v moje, v tvoje srce. Torej, rad bi nekaj stvari, nekaj dejstev izpostavil iz toga odlomka za naše razmišljanje. Tu v svojih življenjah, ne v drugih življenjah. Pač pa v svojih življenjah razmišljajmo. K Jezušu je prišel stotnik. Što je to bil? Ko bi pravili, što je to bil? Tej stotnik. Prišel je tujec, uslužbenec tuje okupacijske oblasti, poveljnik tuje vojske. Znate, štero so Izraelce ne imeli najbolj rode. Poveljnik rimske vojske. In Rimljane so Izraelce ne imeli rode. Ali, če bi pogledali v isti dogodek zapisani v Lukovom evangeliji, te bi videli, kaj je tej stotnik bil najčešće sorte. Tej stotnik je bil priljubljen med ljudmi. Tako so pravili, pa zozedo nam je shodnico in dosta dobro ga je včinil za nas. Znači, bil je najčešće sorte in bar gledajmo, bar dobro opazujmo dogodke, kako tečejo tu v tom primeru. Prišel je k Jezušu s prošnjo ne za sebe, pač pa za svojega služabnika. Prišel je s prošnjo za drugoga. In dragi moji, bojmo tu mi takši, kot tej stotnik v naših molitvah. Prihajajmo pred Boga, tu za druge, ne samo za sebe, pač pa tu za druge, za naše bližnje, za sosede, prijatelje, znance. Iz toga poročila vidimo, kako Bog deluje. Bog posluša prošnje, štere mi njime izražamo. In gledajte Jezušov odziv na njegovo prošnjo. Jezus pravi to,
pridem in ga ozdravim. Dragi prisoten, poslušaj, ko Jezus pravi, pridem. Jezus pravi, ka pride, da je njegovo obećanje. Pridem tu v tvojo situacijo. In, dragi moji, dnes je Jezusov odgovor isti. Pridem. Aleluja. Jezus pride. Pridem v tvojo familijo. Pridem v tvoj problem, pridem v tvoj odnos, pridem v tvojo zakonsko zvezo, pridem k tvojoj deci, pridem v tvojo bolezen, pridem v tvojo zaskrbljenost, pridem v tvojo situacijo, finančno situacijo, pridem. In, dragi moji, to je tej stotnik čul kot Jezusov odgovor. To je bil Jezusov odgovor njemu. Pridem in ga ozdravim. Ali ti, dragi poslušalec, čuješ Jezusov odgovor? Si pripravljeni biti za dosta časa v njegovoj prisotnosti, blizu njega, ka bi leko čul to, ko ti on želi sporočiti? Si pripravljeni razkerati toliko časa, ka bi leko čul Božji glas? Znate, toga stotnika se je Božja beseda, Jezusov odgovor se ga je doteknil se ga, ali nikak je ne bil s tem gli zadovoljen. Nikak je ne bil gli s tem zadovoljen. Ne njim je to bilo, ne vem, kako bi to izrazil, zadosta. Pač pa tej stotnik zdaj prikazuje eno sliko pravoga služabnika. Goči od toga, ko se njime dogaja, ko se dogaja v njegovom življenju. In pravi tok, tudi jaz sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, te rečem temu, pojdi in gre. In drugemu pride in pride. In svojemu služabniku stori to in stori. Dragi moji, biti služabnik je tesno povezano s poslušnostjo. Z uboganjem. In na podlagi izjave toga stotnika, leko mi preverimo svojo poslušnost, svojo pripravljenost, bogati Božji glas, Božji poziv, Božje naročilo v naša življenja. Pojdi in te pretečej dosta časa prelekok idej. Pridi in more čakati in čakati, pa še enako dvakrat zvati, kad te pride. Stori to in pozabim, ko je njegovo naročilo v moje življenje. Pa še enako ponovi in znova razloži, ko naj včinim. Spomnite se preroka Jone. Jezus je davo naročilo v njegovo življenje. In tej stotnik dava tu svoje pričevanje, goči o svojem doživetju, o odzivi njegovih podrejenih. Ali ima Jezus takšno pričevanje o mojem, o tvojem življenju? Čuje Jezus takšno pričevanje od mene, od tebe vojaka, njegovega vojaka, ali čuje takšno pričevanje od mene, od tebe, njegovih služabnikov? Si resen služabnik, Božji vojak, štere bogaš na prvo, da dobiš njegovo naročilo. Znate, učim
učil sam in učim večkrat od toga preverjanja samoga sebe. In to je preveč potrebno dejanje vsakoga iskrenega krščanika. In znate, v tom tekstu mene posebej izstopa pristop toga stotnika k Jezuše. Do njem Jezus pravo pride. In te prave, te stotnik, Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Aleluja. Dve stvari sta tu zapisane, štere bi noj bili del vsakoga pravoga krščanskega življenja. Kot prvo, ponižnost. Gospod, nisem vreden. In ti kot drugo, priznanje Bože veličine, Bože moči, Bože vsemogočnosti, ampak samo reci besedo. Tej stotnik bi lahko pravo to, pa jaz sem nekši poveljnik in ko zapovem se mora zgoditi. Morajo včiniti, mojo zapoved morajo izpolniti. Lahko bi pravo to, ali ne. Ali on ne goči od svoje oblasti, pač pa goči raje o poslušnosti, o vrline, o pridnosti, o tom, kako so vrli njegovi služabniki, goči od pripravljenosti služiti svojih podrejenih. Ne goči od sebe, pač pa od tistih, štiri on služi. Kakšna razlika od mene, od tebe? Ali smo najbolj navojeni izpostavljati same sebe, hvaliti same sebe. Gospod, nisem vreden. Ponižnost, to je ta, kad tako povem, pozabljena vrlina enoga iskrenega kristjana. Kako dobro bi bilo, kad delamo na tom v svoje življenje. In dragi moji, zavedajmo se še enega dejstva. Kad do sebe povzdigujemo, te nekakoga drugoga ponižujemo. Te nekakoga drugoga dojtiskamo. Ešte si ne ugotovo, kako to boli. Ne si še to doživo v svojem življenju, kad bi te nekak doj potisnil. Če si to že doživo, ti se spomni, kako je to bolelo tebe, da ti tako delaš z drugim. Spomni se toga. Znam iz svojega življenja. Poznam te občutek, eno pa drugo stran. Pa žal se mi ještě vseeno zgodi, kad na tej način prizadenem koga drugega. Če sem tebe prizadel na tej način, te lepo prosim, kad me oprostiš. Gospod, nisem vreden. Je pa to tu izraz enoga velikega spoštovanja do Jezuša. Iste besede uporablja tu Janez Krstnik, da opisuje Jezusa. To, da on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. Dragi moji, tu se lahko pitamo, što je Jezus v resnici za mene. Imamo to pravo spoštovanje do Božjega Sina, to, kako je to imel Janez Krstnik in kako je to imel tej stotnik. Druga stvar, štera se skriva v toj stotnikovi izjavi, ampak samo reci besedo, ta pa nam goči o enom popolnom zavipanju njeme. Popolno zavipanje njeme. Reci samo besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Ne vemo, iz poročila, iz Biblije ne vemo, če je tej stotnik že prlej srečo Jezuša, ali skoraj s gotovostjo pa lahko povejmo, kaj je že čil za
njega. Ovak bi ne prišel k njemu. Sigurno je že čul za njega. In to je bil verjetno povod. To je njegova spodbuda bila, kaj je odreagiral na takšen način, kaj je bil tako odločen, kaj je imel takšno zaupanje v Jezusa, v njegovo vsemogočnost. Mogoče je čul, ko se je zgodilo tam v Kani Galilejskoj. Mogoče je čul od kakšnega drugega dogodka, ali pa njim je štoj pravo svoje osebno pričevanje o svojem doživetje z Gospodom, ko je on doživel z njim, ali pa je čul pričevanje od koga, kaj je gočo, ko je drugi človek doživel z njim, da je bil v Božoj prisotnosti, v Jezusovi prisotnosti in ga je to mogoče spodbudilo, kaj je to postopil. Ne vemo. In dragi moji, naša doživetja z Jezusom, z Bogom, čudeže, štere mi doživljamo, štere ti doživljaš v tvojom življenju, so velika pričevanja ljudem okoli nas. To so velika pričevanja. To, ko si resen doživel z tvojim Bogom, to je pričevanje za ljudi, štere nemajo toga osebnega odnosa z Bogom. In izpoved toga stotnika, reci samo besedo, izraža eno popolno zaupanje v njega, v njegovo vsemogočnost. In to tu sam Jezus potrjuje. In znate, ko presenečene je nad tem njegovim stavom, nad to njegovo odločnostjo. Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Pri nikom v Izraelu sem najnošel takšne vere. Tudi tako, če bi Jezus pravil, ali vas ne sram, Izraelce, ka morate tujec pokazati, ko to pomeni, zaupate v mene. Vas ne sram, Izraelce, Bože izvoljeno ljudstvo, ka vam mora tujec, Rimljan, ka vam mora pokazati vero v mene. In te Jezus nadaljuje. In pravi, kad prišli iz vzhoda in zahoda, prišli ljudje, štere bodo deležni nebeškega kraljestva. Haleluja! Se zavedaš, dragi Jezusov učenec, dragi Jezusov služabnik, služabnica, kaj Jezus že tu v tom primeru guči od mene, od tebe? Ali se zavedaš toga? Ne samo izraelsko izvoljeno ljudstvo, pač pa iz vzhoda in zahoda. Prišli ljudje in do deležne nebeškega kraljestva. Dragi moji, to so bile Jezusove preroške besede tudi za naš čas. Jezus je prišel kot Mesija za izraelsko ljudstvo. To je istina, to je dejstvo. Ali, kako smo že čuli zadnjič, so ga Izraelci odbili kot Mesijo. Ne so ga priznali, ne so ga sprijali. In posledica njihovega nesprejemanja Jezusa, posledica toga, kar so Jezusa ne sprijali kot svojega osebnega odrešenika, je, kad se on obrača. Jezus se obrača, Bog se obrača k drugim narodom. Dava priložnost, ponuja svojo milost drugim narodom. Znate, farizeji so včili, kad če si rojeni kot Izraelec, imaš avtomatsko delež v prihajajočem kraljestvu, v prihajajočem nebeskem kraljestvu. Če si rojeni kot Izraelec, vsaki, oni so pravili tako pogan, se mora najprej spreobrniti v židovstvo, v judovsko vero in ti leko ima delež v tom nebeškem kraljestvu. To so včili. Ali Jezus tu pravi neka
drugo. Jezus znova popravlja njuvo teologijo, popravlja njuvo včenje. Povem vam, da jih bo prišlo veliko z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Haleluja! Dole pravi to, sinovi kraljestva, znači Izraelci, pa bodo vrženi ven zunanjo, najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zubmi. Ne vsi. Tisti, štiri vržajo Jezuši. Ne. Ali štiri se zanašajo na to svojo včenje, štiri so bili navčeni, ka so avtomatsko deležni nebeškega kraljestva. Tisti ne. In če bi gledali v dogodek z Nikodemom, isto bi videli. Jezus pravi, ka vsaki štiri njeme verje. Ne avtomatsko. Pač pa vsaki štiri v vere pride k njeme, tisti, da je odrešeni. Tej stotnik je pokazal, ko to pomeni imeti zaupanje v Boga. Praktično je izrazil in pa pokazal vero v Boga. To, kako so to predvčeraj včinili naši mladi krščanci, vero v Boga, svojo vero v Boga so potrdili z javnim znakom. To, ko so se dali krstiti. Tej stotnik se je tu javno izpostavil in izrazil svojo vero. In ko se je zgodilo, ko je bil rezultat njegove vere? Tako štejmo naprej. Pojdi. In kakor si veroval, naj se ti zgodi. Aleluja. Dragi moji, kako čudovito. Kako čudovito je naš odrešenik. Kakor si veroval, naj se ti zgodi. To je obečanje, to je zagotovilo, to je Jezusovo besedo, to je Božjo besedo za svojo situacijo, za svoj problem. Dragi moji, Jezus tu goči o uspešnosti krščanskega življenja, ne goči o ceremoniji, o običajaj, o navadaj. Jezus ne goči o zunanjoj pobožnosti. Jezus goči tu o enoj iskrenoj veri v njega, v njegovo vsemogočnost. Jezus tu goči o enom popolnom zaupanju v njega. Od toga je tu govora. Ne o enoj zunanjoj pobožnosti. Tu Jezus goči o odločitvi srca. O tom, ko se more najprej tu zgoditi, ko se te leko navzven pokaže. In to je velika razlika med religioznostjo in življenjem z Jezusom. To je ta velika razlika. Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. Zaključek. Ko se je zgodilo? Ko se je zgodilo? Točno tako. In služabnik je ozdravil za 2 dni, za 3 tedne, za 5 mesecev. Tisto uro. Aleluja. To je naš Bog. Dragi moji, na takšen način dela naš Bog. Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. To prinaša vera, to prinaša zaupanje v Boga, prinaša eno novo milost, novo upanje, novo prihodnost. Še več, Biblija pravi o veri v Jezusa še nekaj. Galačanom 3:26, tako štejmo. Vi vsi ste namreč po veri, ne po pripadnosti nekšoj religije ali verskoj skupnosti. Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa, ko? Božje sinovi in Božje hčere. Aleluja. Ali ne to čudovito sporočilo za tebe, za mene, za vsakoga, štiri vrže v Jezusa. Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa, Božji sinovi, Božje hčere.
to je to, ta radost za gnes, za mene, za tebe, za tvoje osebno življenje, za tvojo pravilno odločitev, dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, dragi poslušalec. Vera, eno popolno zaupanje Jezuše je prineslo eno spremembo, eno čudovito spremembo v situacijo tistega stotnika. Bog se ne menja. Bog se ne menja. Bog je isti ešče gnes. Gli takši, kot je bil ti. On se želi odzvati na tvojo osebno vero. Želi se odzvati, želi dati odgovor na tvojo osebno vero, na tvoje zaupanje v njega. Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšno vero. Najde Jezus pri tebe vero, kad je leko spremenil tvojo situacijo. Leko sklonimo glave k molitve. In če je Božja beseda spregovorila v tvoje življenje in vidiš, kad ti primanjkuje takšnega popolnega zaupanja v njega, kad toga nemaš v svojem osebnem življenju, dnes je še čas, kad se odločiš. Dnes je čas, kad svoje življenje popolnoma zaupaš njemu. In če želiš, kad te v tom, v tvoje odločitve, štero ti šotan želi preprečiti, zato kad ti dava druge, načiše pristope, druge načiše poglede. Če želiš, kad te kot cerkev podpremo v tom, mi lahko daš znak in mu se molili za tebe. Haleluja, haleluja, amen. Gospod te naj blagoslovi, amen. Gospod vidi tvoje srce, haleluja, haleluja. O nebeški Oče, hvala je tebe. Hvala je tebe, kaleko stojimo pred tvojim svetim obličjem. Hvala je tebe, kaleko k tebe prihajamo v naših molitvah. In hvala je tebe, ka vidiš ti naša srca. Zato te prosim, nebeški Oče, ka nam pomoreš, ka vrđamo tebe, ka vrđamo tvojome Sine Jezuši Kristuši, ka vrđamo tebe, Sveti Duh, in poslušamo tvoj glas v naše življenje. Pomagaj nam, ka svojo vero za istino obnavljamo vsaki dan znova in znova. Tebe zaupamo, ka boš ti leko delo v naših življenjih to, ko se nišče ne more predstavljati. Hvala je tebe za to poročilo od toga dogodka, štero imamo zapisano, ko vzpodbudo za naše življenja. Daj nam jo razmeti, daj nam jo prenesti v svoje življenja, kad tudi mi na takšen način zaupamo, vrđajmo tebe. In hvala je tebe za vse to, ko se je že zgodilo v naše življenje, za volo toga, ko smo tebe vrvali, ko smo tebe zaupali. In hvala je tebe za vse to, ko še imaš pripravljeno za nas. Nebeški Oče, za vse tiste, štere so izrazili svojo zaskrbljenost za svoje življenje. Štere so skozi tvojo besedo spoznali, ka nucajo pomoč, ka nucajo tvojo pomoč, ka nucajo podporo v molitvi. Jaz te prosim, ti vidiš, ti znaš njove situacije, ti poznaš njova življenja in jih v tvojem svetu imenu blagoslavljam in prizivam tvojo prisotnost in moč tvojo v njova življenja, ka bi za istino bilo to, ko je tvoja sveta vola prisotno v vsakom izmed njih. Vsakoga štere čuje to besedo, štere čuje to sporočilo, pa ti opogumi, ka bi svojo vero za istino izrazil, izpovedal tebe in jo tudi pokazal pred vsemi drugimi. Boj proslavljeno tvoje sveto ime, življenje vseh nas in vseh tistih, štere so še daleč. Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Znate, Jezušovo sporočilo Petri je namenjeno tudi v tvojo
in mojo situacijo. In dok štejemo v Lukače 22. tale, 2-3 vrstica, prvi del. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Amen. Tu sam dodaj svoj delež k tome, ka ne opeša tvoja vera. Naj vas blagoslove Bog Oča, Bog Sin in Bog Duh Sveti od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Ja vas prosim.